Poglejte, na zadnjem oziroma na enem od prejšnjih srečanj smo se pogovarjali o tem, da danes v naši kulturi, v naši družbi živi mnogo 30-40 let starih fantkov, ki niso nikoli pač prerasli tistega najstniškega ali tistega mladostniškega stanja in so se pravzaprav prilepili za kiklomamice in postali pravzaprav tako imenovani, ne vem kaj je rekel, mamini ljubljenčki v mama hotelih. Kako ti gledaš na odraščanje, se pravi na zrelost moškega, na, bi se reklo, nezrelost in zrelost? Ja, ravno lani poleti smo se nekje pogovarjali na takem počitniškem, rahlo duhovnem tednu o tem, kdaj otroci odrastejo, kdaj so zreli in tako naprej. In poleg raznih definicij, ki so padle, sem jaz povedal svojo definicijo, ki se ga držim, da otrok odraste takrat, ko začne odnašati smeti. Se pravi, ko sam od sebe pospravi za sabo. Zdaj, enim se to zgodi pri 6, enim pa nikoli v življenju. Enim pri 26, enim pri 60, enim pa nikoli ne začnejo pospraviti za sabo. Se pravi, v tistem trenutku, ko prevzameš odgovornost za svoje početje, in to je najbolj osnovno, da sprazniš koš v svoji sobi, da pospraviš umazano perilo, koš za perilo, ko začneš pospraviti za sabo, v tistem momentu si ti odrasel in zrel. Lahko je to pri 6, 7 in tako naprej. Otroka bo pospravil za sabo, za tega otroka mene ni strah, ne. Za nekega tipa, ki pri 22 še zmeraj prinese domov oprt perilo, ne, živi svoje življenje, strašno vehementno, noben mu ne sme več soliti pameti, ne, ampak perilo bo prinesel domov, da ga bo mama prala. Ne, jaz poslušam kakšne, tako tudi v zakonski skupini, kaj takega, če se peleva domov žena, če jaz tega ne. Ne. Če bo odkolega srov, ne, svojcu ne sam pere, jaz ne bom za njim pospravljal, tega se bom držal, ne. To ne pomeni, da ga nimam rad, ampak to sam pomeni, da bom zahteval od njega, da bo pospravil za sabo, ne. In tega je precej. Jaz zdaj, ko malo gledam nazaj, vidim, da so zato krivi telebajski. Ne, res, to zgleda malo, se smejte malo nedolžno, ampak telebajski so še zdaj živi, stari so pa približen koliko, 10 let, no, starejši, kram so pa še pred 10 leti, ne. Vse verjetno niste držali ene epizode do konca, ne. To je za odraslega človeka grozno, ne. In tudi jaz vem, ko so me klicali ta urednica z televizije, rekla, pojdi pogledati, kaj boš delal, ne, in gledali tisto epizodo, in so je, kako je to? Rekla, ja, to zdaj tako je, ne, pa so mi razložili. To v Angliji so ugotovili, da otroci pri drugem letu starosti imajo premalo televizijo gledajo, da nimajo nič ponudbe, ne, in so sedeli dol te TV strokovnjaki in psihologi in so naredili, to ni risanka, ne, ko bi to rekel, to animacijo, ki je namenjena dvoletnikom. In če malo pomislite, vaši otroci so to gledali največ do 4. leta, potem so pa nehali to gledati, ne. Od 2. do 4. leta so to gledali. In to je psihološko razdeljeno, temeljeno, narejeno za to dobo, ne. In tam so bili 4 telebajski. Zdaj, vas ne bom vprašal, če veste, ko ime, čeprav vsi veste, Tinky, Winky, Dipsy, Lili pa Po, ne. Po, tata mali je otrok. Zdaj, ne bom zamešal, Lili mislim, da je mama, Dipsy je mulat, kar predstavlja drugače obarvanega, in Tinky, Winky je teta, kar predstavlja drugače usmerjene, ne. Ni očeta. Imamo teto, geja, imamo mulata, se pravi, imamo drugače obarvanega, imamo mamo in imamo otroka. Ni očeta. To so vaši otroci gledali. Ta animacija je tudi vaše otroke pripravljena na dobo interneta. Oni ekrani, una vetrnica, vse to je internet. Oni so na neki ugotovili, kako so na neko podzavestne, kakšni ravni vplivali na otroke, da so neke stvari, te globalizacijo in tako naprej sprejeli preko te risike. To, kar se nam zdi bizarno, tisti risike, ki enostavno ne razumemo, otroci so pa sedeli kaprkovani in to zjali, to je bilo naštudirano, ne. In te stvari so, boje kaj vse je še noter bilo sporočenega, ne. To ni tako nedolžno, kot zgleda. Ne govorim, da so oni to naredili načrtno, dajmo je tako, ampak hočem reči, pripravili so nek teren, odprli so neka vrata, za katere niso točno vedeli, kam vodijo, ne. In zdaj mislim, da vidimo, kam vodijo, ne. Ti otroci, ki so to gledali, dejansko, ne, ni lik očeta izginja, ne. Izginja iz podobe, ne. Če gledate, dajte malo pogledati ilustracije, kakšne Cicibanu ali pa kakšni otroški slikanci, ne. Ni tako nedolžno, kot zgleda. Oziroma, nobena stvar ni tako nedolžna. Imate recimo kakšno zgodbico, ko govori o nekih praznikih, kakšnem rojstnem dnevu, tako naprej, pa se tam ne bi bili kakor oče, mama, pa tako naprej, ampak niso oče, mama. Ne? Tam so živalce narisane in oče pa mama sta zajček pa lisička, recimo. Ne? To, kar vsi vemo, da ne gre skupaj. Ne? Ni sta zajček pa zajkla. Ne? Oče pa mama sta dve različne sorte.
Otroci so pa spet nekaj drugega, so pa kuščari, pa tako naprej. Te stvari niso tako nedolžne. Te stvari vse vplivajo na nas. To so informacije, ki jih mi na nek zaveden ali pa predvsem nezaveden način srkamo vase. In izginja lik očeta, izginja lik, oziroma prava podoba družine in tako naprej. Vse to je izginjal. Otroci tega ne prepoznajo. Mi smo še gledali, ne vem, podobce svete družine, pa take in take ilustracije, Jelka Rajkman in tako naprej, ker rava zdaj Slovenka leta in tako naprej. Zdaj to izginja, tega ni več. Zdaj so drugačne sorte ilustracije. Ne? Če greste gledati, bodite pozorni, boste videli in to vaši otroci gleda, to vi na nek način gledate. Ne da bi se zavedali, to izgine iz vaše zavesti. Ja. Zato je umetnost, zato je ne samo umetnost, bolj kultura, bom rekel, ta popkultura je toliko nevarna. Mi, ki smo bili majhni, smo gledali kavbojske filme in si v prvem kadru filma vedel, kdo je dober, kdo je slab. Ne? Ta dober kavboj je imel bel klobuk, ta slab kavboj je imel črn klobuk. In še kar je bilo najboljše, ta dober je na koncu meri zmagal. To so bili filmi našega otroštva. Zdaj, če gledate kakšne filme, gledate, ugotovite, da ni več good guys, bad guys, ampak samo še bad guys pa worse guys. Ne? Prav slabi in še slabši. In ti gledaš film, si seveda na strani boljšega, ampak ta boljši ni dober, ampak je slab. Samo da ti naviješ za njega, ker je njegov nasprotnik še slabši. Malo pomislite, boste videli, da ni več pozitivnega lika. Da so junaki naših filmov, naših celo knjig mogoče, oziroma mislim knjig bolj teh nedobrih, ampak teh romanov, kako se tako pisalo, žute štampe, ne, so kriminalci. So lopovi, ki goljufajo državo, goljufajo svoje bližnje, ampak so še zmeraj boljši kot oni, ki so še slabši. In navijaš za tega, kaj je goljuf. Zakaj mislite, da recimo lahko v politiku spet pa je goljuf? Ne? Zaradi tega, ker se mu so pa še slabši. Pomislite na argumente, ki so bili zdaj, kdo kaj je rekel, kateremu koliko, pa ne bi hotel zdaj politike zganjati, ampak proti kateremu koliko kandidatu, ta je pa to, ne rečejo, ne, ni res, rečejo, dajte na unije pa še slabši. Ker pomeni, da se vsi zavedamo, da on to počne, ampak ne, še zmeraj je dober, ker unije pa še slabši. Ne rečemo, ne, on tega ne počne, noben več ne verjame v poštenost kandidata. Ne, samo unije pa še slabši. In poštenost izginja iz naše perspektive. Mislim, tiska je pošten idiot. Ne? Meni je moj kolega rekel, klinc pa principi, če te bolijo. Se rekel, principi so ustvarili za to, da bolijo. Poslušajte, prometni znaki, predpisi na cesti so zato, da se jih upošteva. Ne, da se jih upošteva, če to želim. Ali pa če mi to grihne škode pa na koristi. Ne? Če greš ti, če po noči pri prazni cesti, pri praznem križišču prevoza se rdečo luč, pa če itak se noben ga ni, pa noben ne vidi. Zapovedi, predpisi so zato, da se jih držiš takrat, kad te noben ne gleda. Lahko je biti pošten takrat, kad te vsi gledajo. Biti pošten takrat, kad te noben ne vidi. To je tisto, kar šteje. Se pravi, če po noči prevozim rdečo luč, nobeno ne škodim, res ne. Se mi lahko zgodi, da po njih parih repeticijah bom to rdečo luč prevozil zjutraj, potem srednjeva, potem po prometni konici. In vsi vemo, kaj lahko sledi. Glejte, v Ljubljani, jaz imam službo tam v centru mesta, pri Frančiškanih, v mestni teater, in grem, v bistvu vsakeč gremo službo prek prehoda za pešce pred nami. Najbolj prometno prehod za pešce v Ljubljani. In stoji, gori rdeči luč za pešce, samo en naredi, susuje cela čreda ljudi čez cesto, pri rdeči luči. Noben ne gleda, ampak en mora potegniti, gre vsi čez cesto. Ljudje smo ovce. In to se zgodi samo zato, ker tudi po noč, te se prazna cesta, rdeča luč grem čez. Jaz sem idiot, ko ob eni zjutraj, ko grem daj kakšne predstave, pri rdeči luči, pri popolnoma prazni cesti stojim in čakam. Pa sem čas sam nas se jezen, ne? Pa se rečem, ne, princip je princip. Jaz sem idiot, ko daje žmigovce na avtocesti. Zvečer ob 2 zjutraj, govorim nobenega, ampak ko enega prihitim, dam žmigovce in dam žmigovce nazaj. Zakaj? Zato ker je to refleks. Če bom ta refleks opustil, bom nehal dajati žmigovce pri belem dnevu. In jaz vidim, noben več ne uporablja žmigovcev. Ne vem, to telepatsko komunicirajo med sabo. A nisi vedel, da grem levo? Ja. Kako ni jaz vem, če nisi dal žmigovce? Ne? To se nam dogaja, ker principi so zato, da kaj bom pa trpel zaradi tega. Ja, pa to ni trpljenje, to so pravila, na tem moramo ustrajati. In jaz sem, zdaj, če smo raven tleper, moški, pa tako naprej, jaz doma ustrajam na tem, jaz otrokom povem, jaz sem zoparen tip. Jaz se upravičujem za to, jaz se upravičujem otrokom, se prosti, ampak pri meni to ne.
Si lahko še tako jezna name, jaz to ne. Hvala, dio. Zakaj? Zato, ker so pri nas taka pravila. Mi verjamemo, da to, razloži, ne samo reče, zato sem jaz tako rekel. To ni nobena razlog. Bog ne reče, zato sem jaz tako rekel. Mislim, reče, ampak da tudi navodila, mislim, mu razložiti, zakaj tako rekel. Jaz tudi da mu razložila. Jaz povem, tako pa tako, ne. Enkrat, ko je Tamala v enem rojstven dnevu, leta nazaj, si bila še knjiga, tako velika, kot je zdaj, ne. Pa je klicala, oziroma so klicala, a lahko pri nas prespi, ne. Kaj se imajo tako fletni, ne? Bojo spojene, na njih metih je bila, bojo na skednu spale. In jaz rekel, ne, so zanili do 6 basta, ne? In je prišel, in se je peljala, oziroma Melita je pripravila domov, vso objokano, in potem je bila seveda jezna, in se šel k nekaj taksi, in se rekel, poslušaj, sam poslušaj. Sem rekel, bod jezna, moraš vso pravico biti jezna. Absolutno, jaz na tvojem mestu bi bil besen. Sem rekel, in bod. Absolutno nisem več hudnata, ampak ti povem, zakaj sem to naredil, ne? Sem rekel, če bi nam oni prej povedali, ne, to pa to, tako naprej, mislim se pa to zmeni, to so pravili, sem rekel, poleg tega, na skednu boš spala, ka se pajko bojiš, sem rekel, prosim te, ne. Bi srednjo oči potem po te hodil, ka bi 2 pajka čez tebe resili, ne. Tako, sem rekel, če bi jaz to prej vedel, če bi jaz to prepravil, jaz sem pa te so, da človek še nekaj reče, tako, se bomo tega držali, pa tudi če včasih malo tako, ne. In pa naslednji dan je povedala, da so čisto redo, da smo prišli skrat in niti hotla, sem ne hotla reči, da nekaj so postale pučke, da tako ne mogoče več, ne. Na nek način sem ji ustregel, ne. Ker ona ne bi samo ostali, so rekli, da bojo, ne, ampak potem ona užalna iz principa in tako naprej, ne. Veš mi razložim stvari, nisem zoporan tip, in stran nekih pravilih, ne. A spet k maši, ja spet k maši, zakaj pa spet smo že včeraj, včeraj bila nedela, vam se pa praznik, Bog pomagaj, taki smo, ne, ja. Mali čas hecen, ampak potem se navadijo, ne. In ravno zdaj, ko sva z najstarejšo odprla pisma, v naši družini niso več komedije, ampak se odločili za pisma, sem vprašal, ti, bi odgovarjala na moje vprašanje, na moje pismo? Rekel, ja. Sem rekel, sam bod iskrena, prosim. Tako da zdaj se odpirala neko možnost neke komunikacije očeta in najstniške hčere, tako da to je tudi, ne vem, kam nas bo pripeljalo, ne. Ampak recimo zdaj zadnje vprašanje, ki še ni objavljeno, sem mi postavil, če smo kul družina, ne. Če se zdi, da smo v redu, smo normalni, rekla, no, nismo taki za bolnico zapret, ne, kul pa nismo, ne. Ker kul je nekaj, kar je fajn, tako naprej, ampak je čisto zadovoljna s tem, ne, pa sem jo tudi vprašal, če si predstavlja, s tem, da vem, da kadar je jezna, da reče, kaj ga saj ne bi bilo, ne. Sem rekel, dobro, zdaj pa to razmisliti, kako bi bilo, če meni ne bi bilo, ne, ali pa ne bi bilo mamice, kako bi bilo živeti brez enega starša, ne. Pa moram se pričakati drugače odgovor, ona je to zelo pragmatično Tamala razmislila in je pisala, če tebe ne bi bilo, bi mami hodila v službo, to pomeni, da bi morala jaz marsikaj delati, ne, v tej hiši. Ni fajn. Rekla, če mamice ne bi bilo, bi ti moral vse to početi, kar počne mami, spra kuhati, rekla, to nima živcev za to. Rekla, tako da je bož, da se smo vsi skupaj. Očem, jaz sem malo pričakoval nekaj bolj globi duhovni odgovor, ona čisto pragmatično to razložila. Ampak v bistvu prav ne, zelo dobro je zadela. Kaj je bilo še osnovno vprašanje? V redu, to? Ja, dobro, hvala lepa, super.